Spoštovane dame in gospodje, dragi prijatelji, lep dober dan in lep pozdrav. Že dolga leta sodelujem na slovesnosti, ki jo ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč organizira Zavod Varna pot na čelu s predsednikom Robertom Štaba. Vsa ta leta so bila polna izzivov. Vsako leto je prineslo svoje skrbi, svojo tragedijo in svoje spoznanje, kako krhko je življenje. Ne gre le za številke, gre za ljudi, družine, prijatelje, načrte, ki so se nenadoma prekinili. Zato se tukaj zbrani spominjamo in opozarjamo na temeljno vrednoto življenje. V naših nagovorih smo skozi vsa ta leta poleg žrtev prometnih nesreč vedno znova opozarjali tudi na žrtve vojn in tiste žrtve, ki jih prinesejo oboroženi spopadi daleč od naših meja. Svet, v katerem živimo, žal ni šel na bolje. Vsako leto je prinašalo nove izzive. Vojni v Gazi in Ukrajini sta bila vrhunec globalne krize, ki smo ji priča. V Sloveniji, hvala Bogu, živimo v miru in govorimo o žrtvah prometnih nesreč, ki so žal preveč pogoste. Letos ta spomin na življenje sovpada z drugimi pomembnimi javnimi razpravami. Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V času, ko ponovno tehtamo meje svobode izbire, dolžnosti družbe in vrednote življenja, moramo prav tu, pri spominu na žrtve prometnih nesreč, ponovno poudariti spoštovanje do življenja v vseh njegovih oblikah. Vsako življenje ima vrednost. Vsak izgubljen človek pusti praznino, ki je ni mogoče zapolniti z nobeno razpravo ali zakonom. Islam uči, da je življenje sveto in dar od Boga. Zato je naša dolžnost, da varujemo vsako človeško življenje. Po razpoložljivih slovenskih podatkih je prometna varnost še vedno resno vprašanje. V zadnjih letih beležimo desetine tisoč prometnih nesreč letno, a na tisoče poškodovanimi. Še vedno ostaja skrb vzbujajoč porast hudih poškodb in dolgotrajnih posledic za preživele ter njihove bližnje. Ti podatki naj ne bodo le suhoparna številka, ampak opomin. Potrebujemo več preventive, boljše izobraževanje, doslednejše spoštovanje cestno-prometnih pravil in sodelovanje vseh, od posameznikov do oblasti. Spominjamo se žrtev s spoštovanjem, a tudi z odločno voljo, da naredimo korak naprej in zmanjšamo število tragedij. Ob koncu se v tišini poklonimo spominu na vse tiste, ki so svoja življenja izgubili v prometnih nesrečah. Njihova imena in njihove zgodbe naj nas vodijo v konkretna dejanja, boljšo varnost, sočutje in spoštovanje do življenja. Hvala.